Lepo pozdravljeni v naši družbi na si.tv. Moje ime je Zala Kos, na današnji okrogli mizi pa bomo spregovorili o razvijajočem podjetništvu v kulturi. V naši družbi so danes tudi gosti, najprej vsem lepo pozdrav. Zdravo. Z nami so torej Jože Slaček iz kulturnega inkubatorja v okviru NKC Maribor oziroma Mladinsko-kulturnega centra Maribor, Rami Zderlič, vodja MC Pekarne, Nino Mureškič, glasbenik in pa Dušan Hedl, ustanovitelj subkulturnega azila. Torej, najprej vam prepuščam par besed, da poveste, kaj v bistvu pravzaprav počnete. Kulturni inkubator je prostor namenjen razvijanju idej z področja kulture, umetnosti, predvsem projektom, seveda pa tudi namenjen kot samoorganiziranju skupin, recimo pomoč društvom, pomoč posameznikom za njihove dejavnosti. Jaz delam v MC Pekarna, kulturno društvo Mladinski center Indijanski, smo kulturna, mladinska in še kakšna organizacija. Ukvarjam se predvsem z organizacijo dogodkov, prijavami na razpise. To je zdaj že postala skoraj profesionalna funkcija. Poročanje predvsem je tisto, ki je boleče. Drugače pa ja, z organizacijo dogodkov, koncertov, sodelujemo tudi pri Evropski prestolnici mladih 2013 in podobno. To je to. Jaz sem pa glasbenik, bobnar in to tudi počnem v življenju. Edino letos sem pa še delal kot koproducent za Evropsko prestolnico kulture za organizacijo etnokoncertov na Židovskem trgu. Ja, jaz sem pa ustanovitelj subkulturnega azila. Že v začetku 80-ih sem pričel z založništvom, glasbenim založništvom, knjižnim založništvom. V zadnjem času pa predvsem delujem kot mentor mlajših, ki se želijo uveljaviti na kulturnem področju. Mogoče bi tukaj Rami za kar prvo repliko. Bolj boleči trenutek je, če so prošnje zavrnjene, kot pa poročanje. Sigurno, pol gre v nič, ja. Dost dela, ne? Ne, še hujša varianta obstaja. Če dobiš dosti manj ali pa neznatna sredstva, glede na to, kaj si prijavil, ker pol moraš isto delati za No, to so tudi, ja. To je večina primerov. Torej, če pričnemo z našo temo podjetništvo v kulturi. Glede na to, da v osnovi vsi gostje delujete v kulturi, kakšno vlogo ima podjetništvo za vas, vaše mnenje? To bo pričel? Dobro, podjetništvo v kulturi, mislim, mene kot glasbenika, se pravi, se mi ta tema zelo dotika, ker je tukaj v glasbi se suče dosti denarja, kako je, tako kot v kulturi seveda, zdaj, kako pa je to porazdeljeno, kdo tukaj lobira, je pa drugo. Zdaj, temu se izogni popolnoma, kdo kaj z podjetništvo v kulturi največ služi, pa na kak način. Če se zdaj o tem pogovarjamo, je pač se meni ne zdi sporno tukaj to, če je nekdo na tem področju aktivn in dela vse tako, kot mora biti, pa potem imamo vsi od tega. Ko pa gre tukaj za neka sredstva iz nekih državnih proračuna, pa iz nekih skladov pa tega in potem se prijavljajo projekti, pa se pol dela neka druga, pa se to. Mislim, tisto pa me bolj moti, da gre za neko obliko podjetništva, kot glasbenik, jaz sem od tega korist in to se mi zdi vredno. Zdaj pa kultura sama je pač en velik kos pogače, za katero se vsi borimo, in glasba je samo ena tukaj noter. Teda, kar se tiče podjetništva v kulturi nasploh, je, se pravi, samo iniciativna dejavnost, pač sama sebe nosi in nekaj dela. Zdaj kvaliteta tega to pustimo, kaj se dela, zdaj se pač govorimo na splošno. Se pravi, meni osebno, podjetništvo v kulturi zelo odgovarja, ker mi lajša posel, brez tega ne gre. Mogoče nadaljuje gospod Erlič. Zdaj, itak je vedno vprašanje, kaj sploh kultura je, pa to. Vsekakor je kultura, zdaj glede na to, da smo v nekem kapitalizmu, pa to itak je podjetništvo, že samo po sebi. Ker tiste zvrsti, ki so kreativne, pa
pa nekako izvirajo iz človeške notranjosti, pa iz idej, so itak umetnost, bolj bi lahko imenovali, pa glasba, pa te stvari, ne. Sama kultura pa je neki nadrejen pojem vseh teh, ne, pa v bistvu dviguje na neko drugo raven, se pravi pridobivanje sredstev, financiranje projektov, plačila honorarjev in podobno. In tu bi jaz rekel, tu smo pol se ustavili pri denarju, ne. Se pravi, en način podjetništva v kulturi bi lahko bil pridobivanje financ, ki pa je lahko, zdaj spet glede na to, da smo v kapitalizmu, je enako, ali delaš to z neko profitno dejavnostjo, ali pa delaš z prijavami na razpis, ki je tudi neki vir prihodkov, ne. Možeš, se pravi, vložiti neko delo, kar je za mene opravljena storitev, in boljše narediš, boljše veze imaš, bolj lobiraš, več dobiš, ne. Isto je... Del podjetništva lobiranje. Ja, sej. Isto je, to je storitev, ki jo ti upravljaš, dejansko moraš narediti, nič ti ne da, ker reče, a vi ste pa bili fajn lani, ne, vam letos damo pa nekaj, ne. To bi bilo pa nepodjetniški pristop k financiranju kulture, ne, ki je mogoče v praksi nekje v tujini, se mi zdi, da v Avstriji imajo podobne modele, v Gracu, če se ne motim, da imajo, da na osnovi tega, kar si ti naredil lani, se vidi, aha, ti si naš kompetentni sogovornik in te bomo redno financirali, dokler boš v redu delal, ne. Pač eno leto lahko zamočiš, verjetno, ali kaj, ne. Pri nas pa je treba vedno delati, nekaj, se pravi, moraš storitev opraviti, ne, in to se pravi, da vedno ustvarjaš neko dodano vrednost, ne, tako čudno, da nam ne opalijo še DDV-a na razliko v ceni, ne, ki jo mi ustvarimo z pridobitvijo razpisa, ne. Drugo pa je opravljanje pridobitnih dejavnosti, to so pa razne prodaje vstopnic, potem fundraising projekti, kot so razni šanki, prodaja majic, CD-jev, ne vem, karkoli, ne. To je en kup nekih dejavnosti, ne, ki pač tudi so podjetniškega značaja in omogočajo nekoliko bolj neodvisen vir financiranja, po mojem, kot pa je tisti iz razpisnih področij, glede na to sploh, da smo zdaj v kriznem obdobju, to aktualno, ne, da se usiha tisti del. Se pravi, da bi celo bilo zaželeno, da čim več jih postaja samostojnih, da se z nekimi fundraise projekti financirajo, ki so konkurenčni na trgu, ne. Zdaj pa drugo je pa podjetništvo v kulturi, po mojem, sam pojem, sem predolg že, ga je treba razširiti tudi na tisto umetniško področje, ne. Se pravi, lahko si pa podjetni tudi na umetniškem področju, ne, pa ciljaš vedno na več, si ambiciozen, se pravi, podjetništvo je lahko marsikaj, ne, tako da tisto je pol tisti kreativni del, ko si ti podjeten, da, evo, rečemo, en mali band v Sloveniji, ki je komaj nastal, 3 pubeci iz srednje šole so se zbrali, nekaj igrajo na kitaro v parku in so podjetni v smislu, da želijo ustvariti kvalitetnejšo glasbo, malo jo skomercializirajo, seveda prilagodijo malo trgu, ne, da bi uspeli enkrat, ne. Mislim, da skoraj, da ni umetnika, ki ne bi se vsaj enkrat srečal ali pa pomislil na to, ne. To je približno, recimo, neki 2 te veji. Ja, podjetništvo v kulturi je verjetno neločljivo povezano s pojmi, kot so recimo umetniška produkcija, kulturna industrija, recimo, ne, to proizvodnja kulture. Dejansko za en izrazi, ki se nekako prihajajo iz poslovnega sveta tudi v kulturo. 2 leti nazaj je Ministrstvo za kulturo celo izdala eno publikacijo na temo pač podjetništva v kulturi. Izhajalo je pa v bistvu iz gradiv Evropske skupnosti, kako urediti to področje, recimo, ne, teh umetniških industrij. Torej govorimo o kreativni industriji, ne. Zdaj pri tem moramo upoštevati, da v to celotno industrijsko branžo sodijo recimo od arhitektov, glasbenikov, tudi muzejev, založb in podobnih zadev, ne. Takrat so potem na ministrstvu naredili analizo pač razmer pri nas in pokazalo se je, da v bistvu najbolj dejavni na tem področju so arhitekti, ne. Daleč najbolj, ne, v bistvu kot poslovno tudi uspešnejši. Zanimivo recimo, ne, da muzeji, založbe so komajda zaznavni v tej statistiki, ne. Glasba, likovno področje sta malo bolj, ne. Zanimivo recimo za slovenske razmere, da še kar v bistvu film pa gledališče visoko sežeta, ne. V svetovnih razmerah, recimo v tej kreativni industriji, predvsem govorimo v smislu recimo produkcije filmov,
računalniških in video iger, recimo, in recimo tudi televizijskih programov, internetnih produkcijah in podobnih zadev, recimo, ne. Teda, tu so ta polja, ne. Zdaj, da sploh lahko govorimo o tem, ne, podjetništvo, moramo seveda prvo stvariti neko osnovo za to, ne. Prvi je v bistvu seveda to javno financiranje, katerega se ne smemo odreči, čisto preprosto, ker je pač to ena baza, ki je nekako v evropskih razmerah potrebna celo. Druga stvar pa je, kako ustvariti pogoje, ki pa so nujni, to so pa predvsem prostorske, infrastrukturne in pa kadrovske razmere, da lahko sploh začnemo govoriti o neki bolj pomembnejši produkciji, recimo, ne. Pridobivanje seveda sredstev preko javnih razpisov, ne smemo pozabiti razpise Evropske komisije, recimo, ne, ki so precej pač za naše razmere finančno ugodnejši, zahtevajo pa pač v bistvu večjo povezavo v neki širši prostor, kar pa seveda tudi podjetništvo je, ne, torej v bistvu odpiranje nekih novih trgov, odpiranje nekih novih sredin in podobne zadeve, ne. Teda tu v bistvu nas čaka ogromno dela v resnici, ne. Ja, zdaj so že ostali, vse povedali. Jaz se najbolj strinjam pravzaprav z Ramezom. On je povedal vse, kar bi v bistvu, kar sem tudi sam želel povedati, da ni koga v kulturi, ali v javnih zavodih, ali v privatnem zavodu, ali društvu, ali kjerkoli, ne nazadnje tudi umetnika, ali umetnika, posameznika, kakorkoli, ki se ne bi srečal s podjetništvom. Namreč, če hoče slikar, na primer, narediti sliko, mora iti v nabavo, mora nabaviti barve, materiale, potem mora slike skladiščiti, ko jih je naredil, mora narediti promocijo, torej mora narediti razstavo, mora narediti določen marketing, se mora ukvarjati z odnosom z javnostmi, mora dajati intervjuje, ne vem kaj, vsi elementi, ki so povezani s podjetništvom, če nekaj proda, če več proda, mora uvesti računovodstvo, mora torej tudi finančno planirati, ne nazadnje že, mora oblikovati cene, mogoče celo nekateri razmišljajo, ki bolj podjetniško razmišljajo, da mora segmentirati oziroma se uvrstiti v določen del odjemalcev in tako naprej in tako naprej. V glavnem, subkulturni azil, mogoče če to povem, mi smo zavod in smo financirani iz različnih virov, torej kakor verjetno vse kulturne inštitucije pri nas, financirani iz javnih sredstev, iz sredstev sponzorjev, iz donatorskih sredstev, iz pridobitnih dejavnosti, tako kot je Ramis rekel, naprimer pri nas, ki smo založba, seveda od prodaje na trgu, prodaje knjig, prodaje CD-jev, plošče, tudi vstopnic, kadar organiziramo festivale in tako naprej. Potem še mogoče naslednji vir so lastna sredstva, potem pa še sredstva mogoče pri nas tudi umetnikov, ki sofinancirajo svoje založniške projekte v nekaterih primerih in tako naprej. Tako da podjetništvo je vsekakor prisotno povsod, vse prisotno povsod. Menim pa, da ni popularno. Mogoče smo tukaj vsi bolj enotnega mnenja, tako se mi zdi, no vse ni pa popularno nekje, oziroma ni splošno sprejeto. Morda kakšna replika? Mislim, da je sprijeto, ne, končni fazi, tako kot pravi Duša, ne, vsi se s tem srečujejo, več čas to delajo, ne, tudi priprava razpisa je zelo zahtevna zadeva, ne. V bistvu ti obrazci, ki niso ravno zdaj stvar, ki bi se jo dalo kar tak z levo roko upraviti, recimo, ne, sploh če hočemo biti uspešni na razpisih, ne, seveda je pa to pogoj, ne. Da tudi zahteva v bistvu pač neka specifična znanja, recimo, in tudi šolski sistem trenutku ne podpira teh, recimo, kadrov, ki bi lahko tu zraven sodelovali, recimo, ne. No, ja, na Duša nas nekaj misli reči, ali navezati, kaj že. V glavnem, jaz mislim, da ni treba, ker tu je neka, tako da ena označba tega, da podjetništvo v kulturi je pa nekaj slabega, ne. To se mi zdi narobe, ne, da zdaj pa kultura je pa neki tabu, tu so neke norme, tudi zdaj to pa zdaj nekaj strašno pomembnega, ne, jasno, da je, ne. Samo tako je podjetništvo pač nas pripeljalo do enih dobrin, ki jih imamo zdaj v tem svetu, da pač lahko tako ugodno živimo, ne. Zakaj ne bi podjetništvo v kulturi ravno tako omogočilo še boljšega razcveta te kulture, ne, ker ena togost celega sistema in same težave okrog tega to je slabo, ne, se pravi,
To hočem povedati, ne, da podjetništvo v kulturi ni nič slabega v tem, ne, ker zdaj, če si lahko podjetnik na vseh področjih, zakaj ni tukaj? Gre za naše dobro, ne. Mislim, no pa to, ko smo rekli, kaj kultura sploh je, pa kaj umetnost in tako dalje, ne. Se pravi, mislim, tega si nisem izmislil, jaz nekaj sem prebral in se mi zdi fantastično, ne. Se pravi, da umetnost, ne, kot tista krona kulture, ki jo imamo, ne, je v bistvu samo zaradi tega, da dela človeka boljšega, ne. Se pravi, če se eno tako piramido naredim, ne, se mi zdi, da tisti, ki od spodaj delajo to, kar se pač potem na odru ne vidi, ne, bom rekel, so še mislim, so hudo pomembni, ne. Ja, mogoče podjetništvo ni popularno trenutno, to, ker menedžeri niso popularni, menedžeri, to je zelo negativen status trenutno v družbi, v splošno uveljavljenem razmišljanju, ker so takonizirali. In to je narobe, ne? Ker zdaj so potem vsi menedžeri so v istem košu, ne? Ti kržiš menedžer, se ljudem lase dvignejo, ne? Ker je to taka označba, ne? In zdaj bom rekel, ravno to ne posel v kulturi, ravno tako ima negativen predznak brez veze, ne? Torej, v bistvu za nas tiste, ki obiskujemo te kulturne dogodke, ne, je to za nas nekaj sproščujočega, razbremenilnega, ne. Pa bi v bistvu lahko zdaj po vaših besedah rekla, da brez podjetništva nekako kulture mogoče sploh ne bi mogli voziti tako, kot jo sedaj. In tako. Gled, danes, tako praviš, po kulturi je tako voziti, kot je, mislim, to je že šlo v take, rekel, dimenzije in skrajnosti, take aparate, na kakšen način se danes kultura, ker je šlo to, seveda, to več ni samo to, kar je bilo včasih, ne, si prišel pred en zid, pa si videl stigo gor in to je bila ta kultura, pa je en igral na ulici, ne, se pravi, to so zdaj multidimenzionalni spektakli in tako dalje. Mislim, že en sam koncert, če pogledaš, kaj za sabo nosi zraven, kak je sistem, en sam koncert, da ti pride en kantavtor na oder igrati, je, mislim, je taka mala razlika med tem, ko pa če videl, ne vem kaj, veš, zelo kompleksna je danes ta, neko, ukvarjanje s kulturo, ne, kaj se to prenese, ti ga dobiš enega na odru, ampak da ne govorim o predstavah in širših projektih in tem, ne, to je žli, ne, vse se razvija, ne, kultura ravno tako, zato tudi bolj zahtevna, ne, v tem, kaj rabi sploh, da dogaja sama, ne. Ja, seveda, Jože je prej omenil sledenje birokraciji, bi jaz to imenoval v podjetniškem jeziku. To je samo en del, oziroma začetek, pač on omenja javne razpise. Na primer pri založništvu, Nino govori o prireditvah, mogoče bi jaz o založništvu povedal, ne? Koliko je tukaj podjetniških znanj potrebno noter, od tega, na kak način priti v stik z umetniki, na kak način pridobiti pogodbe založniške, kako pridobiti sredstva, ko smo rekli z različnih virov, potem koliko je različnih postopkov, kako knjigo ali pa CD dati na tržišče, koliko različnih postopkov noter je potrebnih, pojavljajo se vse elektronsko založništvo, vedno se spreminjajo, stvari se iz leta v leto spreminjajo in se treba tudi prilagajati. In svoje kot podjetnik se moraš prilagajati, ne nazadnje, čeprav je to bogokletno tržišču, ker tržišče se spreminja, publika se spreminja, zahteve publike se spreminja in pa tehnologija se spreminja. Tako to so osnove podjetništva potrebne pri kulturnem delu. Jaz v bistvu sploh ne vidim kulturne organizacije drugače kot pa kakršnekoli druge gospodarske organizacije. In ne vidim, da bi kakršnekoli drugačen status bilo potrebno, da jo ima v družbi. Seveda, jasno pa je, da umetniški projekti in širše rečeno kulturni projekti, nekateri, ki pomenijo več oziroma prispevek k javnemu interesu, morajo biti iz javnih sredstev financirani. Še raz bi mogoče dodal, da podjetništvo v kulturi, pa po drugi strani, zdaj, ko smo ga že tako prehvalili, ne, moramo še kaj povedati o realni plati, ne, o negativnih plateh tega, je pa požiralec kreativnosti. Ne. Moramo vedeti, da se ogromno umetnikov začne ukvarjati z kulturo kot širšo, ne, se pravi, zaradi tega, ker hoče recimo en umetnik, en slikar, neko razstavo narediti, se mora prijaviti na razpis EPK, ne, pač, ker si to želel, in na koncu mu požere tisto kreativno moč, ne, in
čez nekaj let se mu lahko zgodi, da se čisto preneha ukvarjati z umetnostjo. Samo še in ga tisto podjetništvo dejansko požere, ne, v sistem, v to neko paradržavno ali kakršnokoli mašinerijo, ne. In on ne more več operirati kot umetnik, ne, in je izgubil tisto svoje osnovno poslanstvo, ne. Tipičen primer je Hedl, recimo, ne, ki se ne ukvarja več toliko z ustvarjanjem glasbe, ne, ampak je postal neki kulturni menadžer, kakorkoli se temu reče, ne, se malo zdaj še z menadžerom, ampak ja, kulturni delavec, ne, recimo. To si pobral v prejšnjem intervjuju, kaj sem rekel, da sem v prostem času se ukvarjal še z muziko. No, hočem reči, da se to je ta nevarna plat, ne. Nevarna plat, zato mislim, da bi se, ravno zato, ker mogoče pri nas nimamo toliko profiliranega, kdo se naj ukvarja sploh z kulturnim menedžmentom in kulturnim podjetništvom, če smo že tako naslovili to temo, ne. Kulturni menedžment ne bi mogel biti dejansko študij na ekonomskih fakultetah, ne pa ne pa, da je to zdaj nekaj, zdaj sploh ne vem, mogoče obstaja, ne, ampak mislim, da ne obstaja ta zvrst študija, ne, ampak mislim, da bi moralo biti in tam bi se ravno morali učiti, kako zagotoviti takšne pogoje v kulturi, da se tisti kreativni del, umetnost, kaj zvem kaj, ne bi rabili obremenjevati s tem, se pravi, da bi njim bilo ugodeno, da bi oni se nekako pod okrilje raznih teh organizacij nas, ne, in da smo mi dejansko kulturni delavci, recimo plačani za to. Vse na nek način to že poteka, hočem pa še povedati, da en del, neki procent teh umetnikov pa pade v sistem noter in se zgubijo, ne. Zato se mi zdi malo tudi samodestruktivna kultura kot taka, ne, če tako imenujem, da se sama sebe uničuje, ne, tudi ravno zaradi sistema, ki je nastavljen pri nas. No, samo to je splošen sistem družbe v zahodni kapitalistični družbi, ne. No, zdaj, ko se ne že izval... To še ne pomeni, da ga moramo sprejeti. Ja, seveda, ja, da se ne že izval, jaz ne vem, kaj bi raje, verjetno bi raje, če kar moram to odgovoriti, jaz bi raje samo igral, ne, samo bi se samo zbuzgal, to bi verjetno raje, zato ker je to neodgovorno na nek način, no, čeprav je tudi na oder določena odgovornost in je še kar dosti visok nivo odgovornosti nazaj, ampak meni se zdi, to delam dosti sprošujoče in delam za prosti čas, pravzaprav muziko, ne. In seveda bi rad imel več prostega časa, to je res. Po drugi strani pa tudi to je res, da umetnike uničuje, ne. To je res, da podjetništvo se morajo s tem ukvarjati organizacijskimi stvarmi, vsemi ti, to, kar smo rekli, nabava, prodaja, vse. Management v kulturi pri nas pravzaprav ni razvit. In potem, pardon, če samo to je povedal, ker je na rame zašel, ker je pri nas v kulturnih organizacijah, pa inštitucijah, ni ločeno to, kar je umetniški vodja in kar je menedžer. Jaz mislim, da menedžeri bi morali biti ekonomisti, torej direktori kulturnih inštitucij bi morali biti ekonomisti, oziroma vse morali imeti podjetniška ekonomska znanja, ekonomistična znanja. In imajo pa samo umetniška znanja. Zato prije do toliko lomov v kulturnih organizacijah, ker dajo vse svojo energijo dajo v umetniški program, medtem ko v organizacijo to podjetniško pa, ker seveda tega znanja sploh ni energije to noter, zato prije do toliko lomov, toliko nesporazumov nazadnje tudi v kulturni politiki celi. Ker je nastavljena kulturna politika, nastavljena z umetniškega zornega kota, ne pa moralo biti iskanje dobre mere med podjetništvom, pa med temi podjetnimi in med umetništvom. To se dobro tema za čas, 100%. Gospod Slaček? Ja, se to bi kar lahko nadaljevali, recimo, ne, zdaj smo govorili o tem, kako je, ne, nažalost, resnično je še mogoče malo bolj črna, kot jo zdaj mogoče opišemo, ampak rad bi govoril o tem, kako bi pa lahko bilo, ne, torej kultura je sigurno eno polje, v katerem bi tudi ta podjetniška ali pa menedžerski principi lahko bili drugačni, ne. Prva stvar v bistvu v kulturi ni seveda cilj profit, ne, že to ena je taka bistvena razlika, recimo, kot pač v ekonomski sistemi, kjer je to glavno merilo, recimo, ne. Druga stvar, ne, torej v bistvu, ko govorimo o kulturni
industriji, recimo pa produkciji, ne, predvsem bi lahko imeli v mislu recimo podporne organizacije, podporne sisteme umetniku. Ne, da umetnik v bistvu pač nekako mora to sam delati, ampak dobi pač neke podpore, neke skupine, neke zvešče ljudi, recimo, ki mu lahko pri teh projektih, pri pripravah razpisov in podobnih zadev z njim sodelujejo, mu pripravijo in ga razbremenijo. Tako rekoč on se potem ukvarja samo z tem kreativnim delom. Založništvo recimo je ena taka oblika, ko je to že nekako deluje. Torej založba poskrbi za tisk knjige, za distribucijo knjige, pisateljev oziroma avtorjev knjige pa je na njemu, da naredi čim boljši tekst, recimo. To je ena taka stvar, ki deluje, recimo. Seveda, zdaj te povezave, seveda, ko govorimo o kulturni politiki, tudi tega ne smemo pozabiti. Kultura je ideološka zadeva in je tu v bistvu politika vedno tista, ki določa, kaj je zdaj in kaj ni, recimo. Ampak, če bi kultura dobila to svojo bazo, recimo, ki bi omogočala tudi njeno ekonomsko preživetje, njeno samostojnost, se bi tudi lahko te spone nekako razbremenila, recimo. Tudi to v bistvu je smisel, zakaj to podjetništvo bi se naj razvijalo in zakaj bi se pač naj se toliko več njega vlagalo, recimo, kot se pa do zdaj to počelo. Gospod Erlič? Ja, jaz sem hotel še nazaj nadušena replicirati, ja se je tu zapletlo malo. Ne, se ni slabega, samo hotel sem reči, da ni ravno tako, da to ne obstoja. Mogoče mi gledamo, mogoče tu zdaj nismo iz vseh nekih različnih velikih organizacij vpeti, mogoče bi ti lahko že kaj malo več povedal o tudi ekonomistih zaposlenih, ampak obstoja Narodni dom v Mariboru, vzamemo par javnih zavodov, ki imajo ekonomiste zaposlene, tam recimo primer, ko smo prišli na prvi sestanek, kjer se je predstavljala razpisna dokumentacija Evropske prestolnice kulture, smo valjda večinoma od vseh manjših organizacij smo prišli deklice za vse, Narodni dom je prišel oborožen z ekonomistkami, bi rekel, računovodkinjami, s takimi fascikli, že vnaprej pripravljeni, jaz sem samo gledal, tam njim je bilo vse jasno, vse kristalno jasno, oni tam neki ekonomisti iz Ljubljane, ki je pripravil to razpisno dokumentacijo, ki je meni bila... Bogomir Kovač, to ni bil neki ekonomist. Tako so ga predstavili kot nekega guruja te razpisne dokumentacije, priprave, pogojev in podobno, kar se mene tiče, je bilo katastrofa, kako so oblikovali to, ampak hočem reči, očitno na drugih nivojih, na nekih višjih nivojih, predvsem v javnem sektoru, obstajajo urejena ta razmerja, kdo kaj dela. Če samo pogledamo nekih par večjih festivalov, tam to mora biti urejeno, se pravi glasbenik prije na festival neobremenjen, tisti, ki je povabljen. Seveda pa govorimo o drugi stvari, to so pa kreativci, ki so v preboju, v nastajanju, ti imajo največ težav in te še preden sploh pridejo dokot, če nimajo nekih vez in poznanstev, ne bo nikoli v življenju prišli nikamor. To je problem. Da še vedno pol prijemo na ta VIP, neko visoko profilirano mainstream kulturo, ki tišči naprej, lahko bi rekel skoraj vnaprej znane playerje, ki se že ve, ko so nastali, da bojo že šli dalje, za nekatere se pa ne bo nikoli izvedelo. To je to, ker jih bo ta sistem požrl, tako smo se prej pogovarjali. Tole bi, Rames, ti si govoril o Bogomiru Kovaču. Na začetku Evropske prestolnice kulture, oziroma tam, kjer se je ta vodstvo menjavalo. In jaz bi samo opisal, kako so Bogomirja Kovača kulturniki sprejeli, mariborski kulturniki oziroma vsi vpleteni, producenti. Bil je namreč tako negativen sprejem, ne nazadnje, on je res guru ekonomije v Sloveniji. Tudi izobražuje člane nadzornih svetov, čeprav to zdaj zgleda mogoče zagovor, nekritičen zagovor menedžmentu. Ampak Kovač je tam govoril čisto navadna dejstva, da smo tik pred zdajci, bilo je, mislim, da jeseni 11, in kakšne poteze je treba, ekonomske poteze, podjetniške, menedžerske poteze sprejeti, da bo organizacija laufala. In dobesedno cela dvorana se, moram reči, norčevala iz tega dosti eminentnega, oziroma najeminentnejšega profesora ekonomije v Sloveniji. In rezultati so pa tudi, kasneje rezultati Evropske prestolnice kulture oziroma njene organiziranosti so pa tudi potem bili dosti evidentni.
Tako da, nenazadnje, tudi člani Narodnega doma sem jih tam opazil, so vsi dosti negativno bili takrat nastrojeni do predavanja Kovačevega. In šla smo, k Kovaču smo šla potem na koncu in ga pozdravila, jaz smo čestitev, pa Peter Tomaž Dobrila iz protokola, drugi pa so v jezi odšli iz dvorane in potem se je ta razprava preselila gor v malo dvorano in tako naprej. Tisto je bilo eno veliko razsutje vse skupaj. Torej, nesprejetje tega podjetniškega, ampak človek ima prav. Človek je govoril o nevarnostih, ki prežijo na Evropsko prestolnico kulture. Čisto preprosto. Nič ni, on tudi ni verjetno nekih honorarček dobil tam ali karkoli, ni tudi verjetno nobenih pretenzij, on posebnih niti v programu verjetno ni, ne vem, karkoli. Dosti krat se dogaja, da se ne razumejo, da ne razumejo, kaj se govori, recimo, več ne razumejo jezika, recimo, kulturniki ne razumejo ekonomistov, ekonomisti ne razumejo kulturnikov, recimo, boljše pa recimo umetnik, en, ki pač recimo končal ALU ali pa kakšno drugo smer, recimo, umetniško, moraš še potem razumeti jezik birokracije, recimo, ki ima spet neke svoje zakonitosti pa te zadeve. Zdaj, v bistvu tu, jaz vidim predvsem kratek stik, pač v bistvu ekonomist ni razumel potreb pa želja kulturne sredine, kulturna pa ni razumela, kam govori. In dejansko že tu v bistvu prišlo do tega nesporazuma, ki drugače se ni mogel razrešiti kot pač z negodovanjem in oboje stranskim nezadovoljstvom. Ravno te izkušnje recimo iz teh inštitucij ne dokazujejo, pač ekonomisti z svojimi znanji recimo ne morejo slediti umetnikom, čisto preprosto, ker se ne morejo razumeti teme, recimo, in obratno. In tu je seveda zdaj, mi smo zelo strokovna družba. Mi smo razdeljeni v neke strokovne predalčke in vsakdo obvlada tisti svoj predalček in nikako nismo multistrokovnjaki, razumeš, ko bi se v bistvu prehajala ta znanja ali pa vedenja horizontalno ali pa vertikalno, recimo, kar pa zdaj v osnovni šoli radi uporabljajo, recimo, izraze, recimo. V družbi pa to ne funkcionira, da bi moramo se v bistvu, da bi naredili, kot recimo EPK, je bila taka priložnost, recimo, da bi dejansko noč zbrali, recimo, ekipo 10 ekonomistov, 10 umetnikov, 10 organizatorjev, 10 kemikov, 10, ne vem, prometnih strokovnjakov, recimo, urejevalcev okolja, in bi iz tega potem v bistvu nastala neki predlogi, neki programi, ki niti ne bi rabili biti resničeni, samo gre za to, da se dejansko ustvari neka klima pogovarjanja, recimo, kar je za podjetništvo tudi pomembno, recimo, ker če mi ne znamo se pogovarjati, ne moramo ustvarjati. Zdaj smo pričeli temo na Evropsko prestolnico kulture. Mene pa pravzaprav zanima, kaj ste sami prispevali, kaj ste naredili, da ste pripomogli k boljšemu projektu. Mogoče vsak za sebe nekaj pove. Jaz lahko povem, da ne bom trdil, da smo prispevali k boljšemu projektu, to mora nekdo, ki ni avtor, to oceniti. Mi smo pač verjetno najmanjši projekt v okviru EPK-ja, največjega pa so nam zavrnili, tako da pa sprejeli, ja, pač če bi neke lastne kriterije, če bi mi rekli od 4 prijavljenih izberi enega, ne bi izbral tega, Skratka, en festival Scena, to se pravi festival lokalnih glasbenikov, smo speljali v okviru EPK, se pravi nič novega, ker smo ta festival delali že prej, pa tudi ga bomo še potem, ko ne bo financiranja ali pa Evropske prestolnice kulture, kar je pol spet. Ampak mislim, da izhajamo malo iz konteksta, zdaj, če bomo se šli o EPK-ju pogovarjati, še vedno moramo ostati v tem podjetništvu, itak je, lahko se pol vsem pogovarjamo, ampak vseeno, bi mogoče pa izkoristil, zdaj, ko že imam besedo, da bi repliciral Dušanu na Kovača. Nisem jaz nič o njem povedal. Verjetno je vrhunski strokovnjak na svojem področju in mislim, da je bil plačan, ampak se pravi, vedno naročnik odloča o tem, zakaj nekoga plača. Se pravi, zdaj smo pa spet pri podjetništvu, se pravi, če so se odločili, bom preko prsta rekel, da je on dobil 20-30 tisoč za izdelavo razpisne dokumentacije, se pravi za formuliranje vprašanj in podobno, govorim preko vse, nisem ocena, in on to sestavil seveda po naročnikovih zahtevah. Njegovo delo ni zdaj, da tam moralizira o tem, kaj bi moral. Oni so njega prosili, mora biti v skladu z zakonodajo
mora biti v skladu z evropskimi standardi, verjetno si je pogledal, kakšne so pogoji, kaj bojo mogli oni naprej poročati, ne, da jim bo lažje, seveda, da so vse te stvari vpletene noter, ne. Mislim pa, da niso razmišljali o tem, kako bojo pa uporabniki reagirali na to, ne, se pravi, kako bo pa uporabniku, ne, se pravi, nam, ki smo se prijavljali, to sem samo hotel povedati, ne. Seveda pa eni mašineriji Narodnega doma to simple, ne, oziroma so ogovarjali zaradi nekih drugih stvari kot mi, ne. Mi smo ogovarjali zaradi tega, ker nam pač ni jasna razlika med namenom in ciljem, ne. Ker je to za mene ista stvar, kaj je namen in kaj je, imaš rubriko namen programa, pa imaš kaj cilj programa, ne. Kaj za vraga, mislim, ali zdaj hočete, da vam nabijem 300 vrstic, ali hočete da jih razdelim na 2x po 150, ali kaj, mislim, ne. Ja, no, dejstvo je bilo, da se takrat spremenil formular prijavni, se je spremenil iz prejšnjih let z Kovačem, ne. Ja. To je bilo takrat revolucionarna sprememba, ni žujega, ne. Kar se tiče honorarjev, pa jaz ne vem, ja, to se je nadaljevalo, ne. Kar so si delili, da. To se je nadaljevalo, ne, to se je nadaljevalo še potem, ko komuniciraš z EPK-ovskimi temi predstavniki ali pa s komerkoli mail pošlješ, dobiš na razumno vprašanje tako nerazumno odgovor nazaj, ker vidiš, da neka mašinerija zadnji ljudi, ki se mogoče nikoli niso ukvarjali z nekimi prestolnicami kulture, kaj šele s kakim kulturnim menedžmentom, ne, ki pišejo neke stavke. In jaz dejansko vprašaš, dobiš nazaj odgovor, kvazi, in ne vem. Generiranje odgovore, to ni človek pisal. Da še kdo dodal kaj? Zdaj, če treba kritizirati Evropsko prestolnico kulture, jaz lahko celo uro. To sem še hotel se nazaj malo vrniti, me bo presenetilo, ko si ti arhitekte omenil, ne, kot arhitektura, področje kulture, ne. To je zelo zanimivo, res področje, ne, eno posebno, ki je čisto, mislim, da izvira iz profita, ne pa iz umetniškega ustvarjanja, ne. Se pravi, da ga spodbuja ravno želja po profitu, ne pa po ustvarjanju, in je ustvarjanje kreativni del. Se pravi, arhitekti, avtorji teh nekih konstrukcij, nekih mostov ali kaj, dejansko so zaposleni na enih varnih firmah, ta varna firma skrbi za njega, da bo imel veliko plačo in da bo dobil, ne vem, da bo v Beogradu lahko največji most naredil na področju Jugoslavije, ne. In ta arhitekt je varen umetnik, ne, in on samo lepo kreativno svoje delo dela. Recimo, to je en dober način, ki je pa prišel v kulturo iz druge strani, ne. Ja, ni slučajno, da je ravno to področje recimo najbolj številčno in najbolj recimo ekonomsko tudi prosperira. Recimo. Ali pa recimo Predin, mlajši, ne, ki je zdaj v Londonu naredil videospot za Rolling Stones, ne. Tudi on je v varno zavetje ene agencije prišel, ne, in je lahko svojo kreativnost sproščal, agencija je poskrbela, da je prišel z Rolling Stonesi v kontakt, ne. To je eno tako sanjsko delo, ne. Bi trebali postaviti temelje desništva, Kreativna industrija. Da bi šlo posel naprej, ne? Kreativna industrija, kot ti razumeš. Če mogoče to Evropske prestolnice kulture, če potem končamo, ne bom kritiziral, ampak jaz mislim, da podjetništvo v kulturi, kot smo rekli prej, vsak umetnik, ki ga potrebuje, vsak malo društvo, vsak, da se srečuje s tem, ker mora osnovne stvari pač opraviti, ki jih je potrebno od birokracije, do tega, ko smo prej našteli, do tehničnih, ne vem, raznih stvari. In tudi še nekaj je, mladina fluktuira. Mladina se ukvarja v svojih najstniških letih pa do nekega konca študijskega obdobja s kulturo, s popularno kulturo, s glasbo, recimo, ne vem, sodobnimi računalniškimi umetnosti, karkoli, ne. In potem gre ven in gre v svoje fohe. In tam skozi svoje dejavnosti, prostočasovne na nek način dejavnosti, se dost lahko nauči tudi podjetniških znanj, raznih prijemov, ki jih potem koristno uporablja druge na drugih področjih skozi življenje. In seveda kulturna organizacija, jaz mislim, da bi morali to funkcijo upravljati, to edukativno funkcijo usposobiti čim večji del prebivalstva za čim učinkovitejše oziroma čim boljše vključevanje v družbo. Evropska prestolnica kulture pa tega ni upravila, te edukativne funkcije. To je najpomembnejši zaključek po mojem. Ravno te edukativne funkcije ne upravlja tudi njihovi producenti sami, ne vejo sploh, kaj so producirali skozi
skozi leto, oziroma tako kot se rekel, jaz še vedno mislim, da to je bil generiran odgovor na računalniku, da ni bil odgovor na vprašanje, Če se morda ravno smo pri mladih, Mladinsko-kulturni center predvsem apelira na mlajše oziroma mladino, pa tudi v Pekarni se gibajo predvsem mlajše generacije. Kako obdržite mladino pri sebi, da morda tam ne ustvarja, se razvija? Kako potem v bistvu vzamejo to kulturo za svojo, čeprav morda ne dobijo neko plačilo ali mogoče naporno delo? Pri nas je predvsem to, da jim omogočimo, da svoje stvari napravijo, tako rekoč jim nudimo podporo, recimo, v smislu opreme, prostora, pač naših mentorskih nasvetov, recimo, torej projekti so pa njihova avtorska last, To se mi zdi ena taka normalna kombinacija, recimo, da oni pač nekako izražajo svoje zadeve, Zdaj, včasih tudi kakšna stvar, ko recimo pač mi ne bi delali, ampak pač nekdo jo pa je naredil, recimo. Ampak to se mi zdi potrebno, da ravno ti prvi projekti, recimo, ki šele nastajajo, ki se šele iščejo, recimo, imajo nekje možnost se nekje podstaviti, nekje v bistvu. Podobna zadeva tudi recimo z Media Nox galerijo, ki tudi nekako sledi umetnikom, ki sploh začnejo nekje prve razstave delati, druge razstave, ker računati na to, da boš kar v umetnostno galerijo vstopil, je skoraj nemogoče, recimo, v bistvu, zaradi tega, ker pač tudi oni so tam z nekim svojim programom bolj ali manj zaprti. Seveda posledično, v bistvu, zdaj ne moramo govoriti o nekih presežnih projektih, recimo, v neki umetniški vrednosti. Je pa stvar, recimo, da mogoče čez 10 let, pa to se tudi zdaj večkrat pojavi, recimo, da pač nekdo v svoji biografiji ima napisano, recimo, 2006. Je pa imel projekt v kulturnem inkubatorju, recimo, kar je ena taka dobra zadeva, recimo, ki pač da človeku dober občutek. Mogoče Derlič? Zdaj, eno je ohranjanje mladih kreativnih, tako kot je zdaj pač povedal kolega, drugo je pa ohranjanje publike. Mislim, da tu nekje pri tem kreativnem delu smo več ali manj moramo biti na isti valovni dolžini, vse mi smo na koncu za njih servisna organizacija. Mi nekaj seveda sproduciramo sami, ampak spet so zadaj neki ljudje. Lahko mi rečemo kulturno društvo, Mladinski center in Janez, ne vem, je ustvarilo to pa to, ampak vedno so neki ljudje, vedno nekih 5, 6, 10, en avtor zadaj za tem. Se pravi, samo društvo kot neka pravna formalna oblika ne ustvarja ničesar, kot tudi javni zavod, pa nič, vedno je iz ljudi, tako da tu je treba prvo ni organizacija, tista, ki je ključ. Drugo pa je ohranjanje publike, tu smo pa mi pristopili že od začetka v bistvu k enem načinu spodbujanja pripadnosti, se pravi, usmerili smo se v neke določene smeri, postavili smo nastopamo kot oseba, s katero si lahko prijatelj ali pa če ne maraš. To je tako, da pač funkcioniramo, tisti, ki smo v vodstvu, funkcioniramo kot neka enota, ki se navzven predstavljamo kot persona z svojim karakterjem, in potem pač eni nas imajo radi, eni pa nas nimajo radi, eni nas ogovarjajo, tako, in tu je nekje se to za nas vsaj izkazalo za dobro, na koncu so pa društva ravno temu namenjena, da združujejo neke ljudi z skupnimi interesi, in mi nastopamo kot neka persona z nekim, in tudi ko vključujemo naše nove sodelavce, ne vključujemo kar naključno nekih sodelavcev, ampak vključujemo takšni, ki nekako njihovo razmišljanje sopada z neko idejo našega društva. Tu nekje smo, in potem pač se tisti ljudje, ki nas vidijo kot pozitivne, pa kot dober zgled, recimo se nam pridružijo, drugi pa ne. Morda kakšna replika? Ne? Gremo naprej? Ja, mislim, v subkulturnem azilu je nam seveda želja, da bi ljudi čim bolje plačevali in da bi tudi čim več sodelavcev imeli. Ker je narava našega dela je takšna, založništvo, predvsem torej glasbeno smo rekli in knjižno založništvo, iz katerega izhajamo, seveda se sedaj širimo na galerijsko dejavnost, tudi medijsko, tudi na prireditve, delamo ves čas, tudi druge projekte, ampak založniška dejavnost je najpomembnejša, največja, najbolj razvita in tukaj seveda ni neke velike filozofije,
oblikovalec mora biti plačan, tisk mora biti plačan, pisec mora dobiti honorare oziroma kakorkoli. Tako da so nam interes, da je to na čim boljšem, čim višjem nivoju. Je pa seveda, kot je Rames rekel, da tudi mi pazimo na to, na našo kulturo organizacije, s čimer se veliko ukvarjamo. Tukaj bi mogoče Nina znal kaj povedati kot glasbenik, mladi predvsem, ki nastopajo skupine glasbene. Večkrat nastopajo tudi za nič plačila. Ja, mislim, pač skupine, katera skupina nastopa za koliko denarja, ne, to je prav, mislim, to je posebno poglavje, o katerem se da govoriti še in še, ne, jasno, da tukaj se pojavlja tudi en kup težav v sami naši, bom rekel, mali Sloveniji s tem, ne, ker pač po eni strani pridejo glasbeniki, mlajši, pa pol igrajo za mali denar, pa pol si starejši mislijo, aha, da na onem deme to, ampak to se nekaj vse skupaj, nekako se to, se mi zdi, samo se to vse skupaj porihta, ne, normalno, ne. Trg deluje. Gled, prvo deluje trg, ne, drugo, ne, tisti, vsi vemo, ko smo bili stari, ne vem koliko, pa 16 let, koliko smo začeli z muziko, mislim, tisti entuzijazem, vse to pa, če kaj ni bilo važno, to bil denar, ne, tisto, mislim, tako pomislim nazaj, ne, nazaj pač danes, valjda, ne, sem pač zrastel, ne, pa treba imeti denar, da živimo in avto in tako dalje, da delamo in vse skupaj. Takrat to ni bilo važno, ker si bil doma, ne, veš, in bila samo muzika, ko ti si zagonil, zdaj tisto vprašanje denarja, takrat sigurno, da ni, ne. To smo pač itak rekli, denar potem pride z bendi, zdaj pa za kako ceno, seveda, ne, ampak, glej, dalo bi se recimo to rešiti, ne, če bi mi, seveda, bili bogatejši, pa bi imeli denar v Sloveniji, tako da, kot imajo recimo nekje na zahodu, pač, ne, razliko med se pravi, če grem jaz igrati na oder, in sem profesionalec, zraven mene pa igra v bendu eden, ki je, ne vem, v pošti, na pošti v službi, ne, pa pol gre popoldan malo, ampak je pa muzičar dober, ne veš, in on igra zdaj zraven, valjda, ne, ampak on že ima svojo plačo, ne, se pravi, ta razlika, mi pa dobimo isti honorar, ne, se pravi, so države, ki recimo podpirajo same te razlike v honorarjih, ne, se pravi, po tej logiki, se pravi, tisti, ki je profesionalni glasbenik, da bi malo več, to je njegov edini vir dohodka, ne, da rečem, ampak dobro, to so zdaj pač možnosti, ki bi pač bile tukaj, ne. Zdaj sigurno profesionalnega glasbenika ločiti od amaterskega glasbenika je treba, ne. Zdaj pa tržišče pa samo, tako praviš, Duša, ne, dela to svoje, jaz sem lahko ne vem kakaj profesionalni glasbenik, ampak pa grem v Celico, igrati za 100 €, razumeš, tako tisti, ki igra, ne vem, kitaro 3 mesece, ne, veš kaj hočem povedati, pač takaj, prvo, časi so take, ekonomija je taka, ne, zdaj doben noče cene nekomu drugemu zbijati, ne, ampak pol je pa spet ista taka bilo časih stavko kazi, ne, veš, oni so šli pač delati za malo manj, ker so pač rabili denar, ne, oni so bili pa jezni, ne, na njih, ne. Veš, in do tega tudi zdaj pri nas prihaja, ne, cene se zbijajo, ne, ampak, gled, muzika je taka, kot je, ne, eno je popularna glasba, ne, hudo popularna glasba, ki vemo, kaj pri nas nosi denar in tu grejo bajni zaslužki, ne, ampak muzika ni tista, ne, prisila, to je tvoja odločitev, kakšno glasbo boš igral, ne, se pravi, ali igra tako, pa probaj z njo to, kar pač misliš, ne, v življenju, da lahko igraš, ne, ali pač, ne, greš v tiste, bom rekel, ene za mene, ne, gledane ene skrajnosti v naši glasbi, ne, ki pa nosijo najhujše zaslužke, ne, in to seveda je že prišlo na televizijo in tako dalje, ne, skratka eno, da rečem eno tako, jaz pravim, mislim, gled, muzika je kot religija, ne za vsega nekaj, ne, samo dovolj mi ne bo rekel, da ena muzika ni kvalitetnejša od druge, ne, veš, eno tako vse splošno slovensko poneumljanje naroda, ne, se mi zdi pa zdaj, da že hudo velike zaslužke kujejo, ne, in s tem delajo, se mi zdi slabo, ne. Dobro, če odpremo novo temo, recimo, ali zdajšnja gospodarska politika oziroma klima spodbuja v zadostni meri ali če sploh spodbuja subkulturo. Recimo, če gremo tukaj k Deriču. Se sploh noben ne govori o kulturi od politikov, mislim, prosti. Subkultura, ne? Mislim, ja, to je že samo po sebi odgovorjeno, ne, pač, ker je
še kultura slabo podprta, kak je šele subkultura, ne. Mislim, spet je to, ne, kak znaš zapakirati neko stvar, ne. Spet, če bi v subkulturi znali malo bolj menedžersko pristopati, bi verjetno lahko to postala kultura, ne, pa ne bila več subkultura, pa bi mogoče zamenjali vloge, ne. Pa če bi gospodarstvo znali bolj menedžersko pristopati, bi poiskali subkulturo. Mogoče se bo razmere spremenile, pač prihajajo vedno neke nove generacije ljudi, ki so na odločilnih mestih, ne. Mi že zdaj, naše društvo že zdaj recimo vidi razlike, ne, pač se ukvarjamo z neko subkulturo, ne toliko s kulturo, ne, da že neki, ki so recimo hodili v pekarno, včasih že prihajajo na neke pozicije, pa malo razumejo bolj te razmere, ne morem pa pričakovati od enega, ki je svojo mladost preživel v časih, ko subkulture praktično ni bilo, oziroma so jih klicali hašišari, da bo on razumel, kaj mu jaz hočem povedati, ne. Tako da po mojem, mi malo na prekratek rok razmišljamo, ne, jaz še vedno pozitivno gledam v prihodnost, ne, edino pač more priti do konca, se pravi, dno more biti sodu prebito, ne, da zmanjka denarja za te, ki ropajo državo, ne, da se pol oni odstranijo, ne, potem pa bomo ugotovili, da mogoče je zakonodaja bila celi čas pisana na kožo samo nekaterim slojem, itak je to temelj kapitalizma, ne, in bojo enostavno prepisali zakonodajo od ene države, ko funkcionira, ne, jaz ne vem, zakaj si moramo v 21. stoletju izmišljevati svojo zakonodajo, 20 let stara država, če pa jo lahko prepišemo od neke države, kjer vidimo, da funkcionira, ampak to ni dobenemu v interesu, ne, ker pač, in to je vse povezano, zdaj, ne, podjetništvo v kulturi, vse to kroži, ne, vsekakor pa je tisto bistveno vprašanje, ampak se ne dotika toliko podjetništva v kulturi, kaj je kvalitetna ponudba, kvalitetni del kulture, kvalitetni del umetnosti, bomo rekli, ne, kako to soditi, kako ocenjevati, to so pa zelo zapleteni procesi, ne, ki ga pa izkoriščajo plehki umetniki, pa plehki, se pravi, za profit zgrajeni kulturniki, ne. Ja, to je tak je neki sklep. Še morda kdo kaj dodal? Ne? Samo to sem nevljudno prekinil. Če bi bilo gospodarstvo bolj kvalitetno, če bi menedžment v gospodarstvu tudi bil bolj razgledan, bolj usposobljen, če bi kvalitetne opravljal svojo funkcijo, bi tudi sam poiskal v subkulturi tiste vire, ki bi tudi gospodarstvo lahko dvigoval kvaliteto in prinesel pozitivne rezultate. Tega pa pri nas ni. So prekinjene te meje med kulturo, celotno skoraj lahko rečemo, in pa med gospodarstvom, to je prekinjeno. Menedžeri oziroma gospodarstveniki pravijo, to kulturniki, to so one budale kulturniki oziroma subkulturniki pa pravijo, to so pa one budale menedžeri in pa tam v podjetjih. Tako da mislim, da tu manjka dialoga, da tu predvsem problem dialoga v Sloveniji. Pomanjkanje dialoga. Torej, če gremo naprej, kakšno je vaše stališče glede tega? Javni zavodi, ki se financirajo z javnih sredstev ali tudi druge ustanove, bi v družbi bili bolj koristni, konkurenčnejši in bi prinesli več dobrega podjetništvu, če bi bili privatizirani. Morda gospod Slaček? Ja, se čisto javni je polje vseeno, mislim, najpomembna je funkcija javna, ne, torej ta pridevnik, ne, javni je tisti, ki zagotavlja javni interes, ne, in ga samo to zavezuje, recimo, ne. Zdaj, kdo je lastnik tega, če lahko privatnik zagotavlja ta javni interes, ni problema, ne. Problem je samo v primeru, če pač ta sledi enemu drugemu interesu, ne. Zdaj, če rečemo javni, ne, v bistvu moramo razumeti, ne, da ta javni je zelo nedefiniran, recimo, ne, torej ne more se profilirati ravno popolnoma, ne, torej more zagotavljati v bistvu enake pogoje ali pa dostopnost zelo različnim vsebinam, recimo, ne. Za razliko, recimo, če je zavod, ne, pa lahko sam določa, katerim vsebinam se bo posvečal, katere programe bo podpiral, katerih pa ne bo, ne. To je ta razlika, recimo, v tej definiciji. Druge razlike pa, ne, imamo v bistvu ogromno zavodov, recimo, ki nimajo pač tega predznaka, javni imajo pa
tako rekoč status javnega interesa, recimo, ki ga izenačuje z tem, ne, v bistvu javnim zavodom. Ne. Je razlika, je pa v dejavnosti, to je pa tista druga stvar, kako pa te stvari delujejo, ne, to je pa za tisti problem, ne, torej kulturna politika, zdaj smo pa v enem drugem področju, recimo, ne, torej kako politika definira javni interes in kaj je potem preko tega javnega interesa dejavnost teh zavodov, recimo, ne. Ker zdaj, če računamo, da večina sredstev dejansko gre v tej sferi javnega financiranja, tudi za plače v javnih zavodih, recimo, ne. Da recimo, ne vem, 80% tega zneska ostane v Ljubljani, recimo, ne. To pomeni, da koliko manj prihaja na ostalo Slovenijo, ne. To so te stvari, ki bi jih pač morali govoriti bolj kot pa. Drugo pa ni pomembno, v bistvu privatno ali javno, mislim, ustanovitelj ni pomembno, oziroma tako, če je javni ustanovitelj, je še celo bolj zavezan tudi nadzora, recimo, ne. Pri nas je bolj problem to, da pač nadzori ne funkcionirajo, recimo, ne. Upam, da si mislil samo na vsebinskem področju, da samo so javni, na področju financiranja še zdaleč ne, javni interes še zdaleč ne približa enega zasebnega društva ali pa zavoda javnemu zavodu, ne, celo nasprotno, ne. Jaz bi rekel, da je javnim zavodom preveč poklonjeno, saj se poleg tega, da so financirani iz proračuna direktno, so tudi konkurenčni na vseh razpisih, praktično na vseh, celo bom rekel, da ne rabijo recimo vztrajno vsaka 3 leta ali koliko pridobijo status društva javnega interesa ali pa organizacije javnega interesa in podobno, ne, ker so že ustanovljeni s tem namenom, ne. Potem področje dela ureja pri javnih zavodih itak statut, ne, ali pa ustanovni akt, ki tudi ni tako široko zastavljen, da se ne je vedelo, zakaj dela, ne. Se pa mi zdi, da bi bilo fino, če bi se ukinili kak javni zavodi v Sloveniji, no, ki niso več potrebni, ker je mogoče civilna družba prevzela že vlogo tega, ne. Naprimer, mogoče ne potrebujemo varuha človekovih pravic, ko pa ljudje sami že demonstrirajo, ne, pa si sami uveljavljajo svoje pravice, ne, pa tu nekaj prišparamo, ne. Pa ne vem, da bi se še dali videti tukaj, ne, če smo že v kulturnem podjetništvu, ne. Ampak problem je, da vedno, tudi če se bo začelo kdaj kaj ukinjati, če bomo mi vztrajali, da se bo ukinilo za vekom, ne bo se kanalizirala ta sredstva, ampak bo spet šla nekam, kamor ne bi smela iti, ne. Tak da... Javno se tudi vidi v tem, recimo, ne, zdaj, če se samo malo še tu navežem, recimo, javno mora kadarkoli delovati, recimo, ne. Tako rekoč tudi, če prije naravna katastrofa, recimo pride vojna, pride, ne vem, kaj zdaj, sprememba političnega sistema, sprememba direktorja, recimo, se pač to ne spremeni, kaj dosti, recimo, pri zasebnem je pa včasih dosti krat že, recimo, nesreča ustanovitelja močno lahko stvar ogrozi, recimo, dejavnost to zadevna, recimo, ne, ali pa bolezen, recimo, v celi, recimo, tej zgodbi, recimo, ne. Tu so potem dejansko zasebni zavodi na slabšem, ne. Torej, njihova, v bistvu, ta ogroženost je večja, to zadevno, ne. Istočasno se pa seveda v bistvu od njih ne pričakuje, ne, da pa zdaj oni lahko kratkoročno tudi nehajo, če so se sami odločili, da tega ne bodo počeli. Ne, so si pač primisli. To je diskutabilno. To tudi javni zavod, tako napisano, da nehajo. Ne, če je javni interes, potem bi lahko nehal, ne more pa on prostovoljno se zdaj odločiti, zdaj pa neho delati, ne. Ne, pa se bo zaprl, ne. Tako ne moramo neho delati. Ja, ne, v bistvu kar tako sprožiti neke zadeve, pa se samo ukiniti, recimo, ne. To so te zadeve, ker kljub vsemu ga za ta javno zavezuje, ne. Zdaj pa vprašanje pa zdaj, ali mi dovolj vršimo pritiska, ne, na to, da se ta javnost uresničuje v teh zadevah. To je bolj problem. V bistvu, cela naša družba je v bistvu prepredena z nekimi varuhi, ki pa ne funkcionirajo, ne. V bistvu, ne. Ali pa slabo funkcionirajo, ne. Ramiš dobro, omenil varuha človekovih pravic. Kajti tu bi se varuh človekovih pravic lahko vmešal v kulturni politiki. Ker javni zavodi so pravzaprav nevajna konkurenca zasebnim društvom, zavodom, katerimkoli drugim subjektom. Ker oni dobijo vse, v bistvu vse financirano, plače so jim zagotovljene, vzdrževanje, torej infrastrukturo, program
In eno zadnje se lahko, kar je še najmanjši problem, ker še najmanjši problem sprijavljajo na razpise enakovredno kot drugi. To ne več, ne? No, kakokoli, različno, odvisno od razpisa, tudi lokalne skupnosti različno razpisujejo te razpise. Tukaj gre za čisto navadno in preprosto nelojalno konkurenco, tako jaz mislim, ker javni zavodi in zasebni zavodi na zadnje društva se z istim programom ukvarjajo. Jaz ne bi rekel, da je nelojalna konkurenca, malo je, jaz bolj bi razmišljal, da ali je javni zavod potreben tam, kjer je že, tako sem rekel, prej civilna družba prevzela že pobudo, ne? Na nekih področjih, ne? Ali je tam potreben neki državni organ ali pa občinski organ ali pa ne vem kateri organ, ki bo to delal, ne? Kot sem prej pri varuhu človekovih pa protestnikih primerjal. Tisto je bilo banalni primer, seveda, ne? Ampak hočem povedati, da dosti več naredijo na področju varovanja človekovih pravic, ne? Nelojalna pa, bolj bi razmišljal, da bi bilo treba v smeri izenačevanja, ne? Če že, ne? To pa, ko si rekel, da se društvo lahko ukine, pač ne drži čisto. Recimo, pri nas imamo 2 pogodbi za nedoločen čas sklenjeni z zaposlenimi in mi se ne moremo ukiniti, enostavno se ne moremo. Mi smo se s tem, ko smo zaposlili prvega za nedoločen čas, ne, smo se zavezali, da bomo delali vekomaj, ne, oziroma do njegove pokojnine, ne. To je pravilno, ne? To trajnost je treba zagotoviti, ne? Recimo, ne? Seveda javni zavodi v osnovi imajo to trajnost že v osnovi kalkulirano notri, recimo, ne? Dočim interesne, recimo, ne? Te zadeve pa seveda se lahko tudi spreminjajo, ne? Hitreje se lahko tudi spreminjajo, pa hitreje se lahko prilagajajo določenim zadevam, ne? Kar pa ne pomeni, da recimo zasebni pa javni ne morejo sodelovati. Zakaj bi se morali izključevati, recimo, ne? Sploh, v bistvu, tudi če se, recimo, dopolnjujeta programsko, ne? V bistvu lahko sodelujeta. Samo kaj gre pri javnih zavodih? Pri javnih zavodih v bistvu gre na nek način za javne, v bistvu za privatne obraze na javnih mestih. Tako so določene klike to sprivatizirale javne zavode in pa to šizofrenost. Primer, poznam primer v praksi gledališča v eni občini, v bistvu so vsa gledališča ista, vsi javni zavodi. Svet zavoda se seveda spreminja in svet zavoda je politično sestavljen iz občinske politike. In oni se tako pritožujejo, to pa vpliva na program, to pa ful vpliva na program. Oni se pritožujejo ful, oni trpijo, ukvarjajo se s tem dneve in noči, kakšne budale, neizobražene budale so v svetih, njihovem ne nadzornem svetu, čeprav jaz menim, da bi se morali imenovati nadzorni svet, ne pa samo svet zavoda, in da to se ne da delati in se ne da nič. Potem pa, ko jim predlagaš, kaj dajte se preoblikovati, kar imate vso možnost, verjetno bi tudi občinska politika, če ste si tako v laseh se strenjala, preoblikovati se v zasebni zavod. To pa je bo oklepno, to pa ne gre. Ne? To pa ne gre. Ker ne vem, če bi se dost spremenilo, mislim, da jim lahko vsa sredstva vzamejo, ne more, verjetno. Če imajo status javnim interesom, to ostane. Imeli bi pa vso avtonomnost programsko. Seveda, to so realna vprašanja ne politike, ker je politika tako primitivna, da potem seveda, da je možnost, da bi jim vsa sredstva vzela, seveda so te možnosti ekstremne tudi, da bi obstajale potem. Ampak jaz mislim, da bi bilo dosti bolje, če bi se preoblikovali v zasebne zavode v takih primerih. Ker to traja leta, to ne traja zadnjih, ne vem, 4, to traja 20 let, 30, kar obstaja. Morda tukaj že zaključimo. Za konec še edino vsak čisto na kratko pove, kaj sledi v prihodnosti, vsak pri svojem delu, kar počne, kaj sledi. Na hitro. Lahko jaz povem, mi imamo v četrtek Bomži predstavitev dokumentarca Andreja Naterera, naslednji teden pa mi Mašin koncert. Odlično. Kristjan je pred nas tudi honorarni sodelavci iz Min Mašin basist. Bomži pa Andrej Naterer izdal knjigo pred nas na to temo. Seveda mi bomo predstavljali kmalo, mislim, da 10 CD, imamo No Border Jam, Underground CD, Gong, Vesna, niti ne vem našteti vseh knjig, tudi Borisa Berzjaka knjiga bo išla, 2 knjigi Jureta Aleksejeva in tako po vrsti do konca naslednjega leta.
morda čim več špilov? Ja, to bi si zdaj kakor želel, če že zdaj tem govorimo, ne, nastopi glasba, ne, plačni, ne rečem. Plačeni nastopi. Plačeni, bravo. Še Jože? Mi imamo pa zdaj izobraževanje za prostovoljce. Prihodnji teden imamo pa ene gostujoče Rastafarijance iz Italije. Zdaj da v bistvu bolj... Odlično, torej jaz vam vsem našim gostom, torej Jože Slaček, Rami Zderlič, Nino Murešnič in pa Dušan Gedl, najlepše zahvaljujem. Vame pa sem bila tudi Zala Kos. Adijo.